The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Ne. Jaz se kako da, ja vidim, pa res ti Meni je pride, rekla, da ga ne pa res ti smem pride kazati. do ust. Jaz mislim, da mikrofon. Ja, sej jaz isto. A ja, okej. Evo, dobrodošli nazaj, nov kolesarski človek, danes je z mano zopet Petra in polhanje enih tem, ki jih ima za obdelati danes. Ta prva stvar, akcije za majice so se sicer zaključile, ampak imate pa še čelade so v akciji, očala so v akciji, hlač imamo še neki, hlače ženske je tudi review prišel na Bike Radar, tako da bo link v opisu, so jih zelo pohvalili, tele Asset Air hlače. Edino, kar jih je zmotil, kakor sem na hitro šel čez, je, da so hlačence daljše in da pač tiste ženske, ki imajo krajše noge, da jim to ne bi najbolj ustrezali. To je pa v bistvu to, drugače so jih pa, ja, pohvalili 300 na uro, tako da jih ne hvalila sam jaz pa Petra, ampak da jih tudi drugi. Tako da, ja, drugače pa v čem bo še danes, kar neki novosti prišlo ven, predvsem za gravel. Jaz imam še neki za Shimano, ki sem dobil zdajle info iz tujine, kaj pride ven. V bistvu 2 novice, no, v bistvu 3 novice za Shimano. Pol je Dauphiné, se začne v nedelo, bo šla to čez, dirka po Sloveniji se začne v sredo, pa še logično pokomentirala bo Giro, ki se je glih zaključil, tako da Giro bo za konc pustila, pa na koncu še vaša kolesa, ki jih bo ocenjevala, mislim, da je 6 koles. Tako da, ja, imaš še ti kaj? O slovenski sceni za Imam dodati? nekaj malega, ampak. No, ajde, da gre najprej čez slovensko sceno, pa novosti, Dauphiné, Slovenija, Giro. No, evo, jaz se najprej upravičujem, če sem kaj kašljala, malo sem prehlajena, tako da to tudi lahko povem, koliko je to hudo meni. Bom to pol. Zdaj bom povedala, v glavnem slovenska scena, Erden oziroma Slovenci, Anže Ravbar je zmagal drugo etapo in na prestižni dirki do 23 let na Češkem. Dirka narodov, neki tazga, Course de la Paix Grand Prix Jeseniki 2025. In je zmagal eno etapo in se s tem uvrstil na drugo mesto, ampak zdaj pa nisem spremljala, ker to je bilo že mislim, da v soboto, kaj se je še pol dogajalo na tej dirki naprej, pa ne vem, ampak tiste je bilo zelo uspešna etapa. Pa seveda naš Jaka Malovrh, naš najmlajši, ta mali pogec, je bil včeraj na državnem prvenstvu v Gabarjah drugi na cestni dirki. V svoji kategoriji dečki C, tako da mislim, da to je pa kar lep dosežek, no? Ker so bili dejansko vsi te fantje iz Slovenije, iz njegovih kategorij, tako da mislim, da to pa ni glih hec. Oče je poslal sliko, ki leži v senci tam malo gotov, ampak bravo Jaka, tako se dela. Tako da, kar se tiče slovenske scene, to jaz bi še edin se vsem zahvalila. To soboto smo imeli ta velo izlet in pa eno tako manjšo dirkico oziroma ta izziv na Suhi dol. In hvala vsem, ki ste prišli, ful sem vesela, kadar pridete v takem velikem številu in ste pripravljeni sodelovati. In tudi je lušten malo, ko podirkamo, ko naredimo res nekaj tazga, da se takrat lahko malo sprostite in da veste, da dirkate tudi za pač je bila nagrada, je bila ena štrdnina na Franji, tako da hvala Urši in pa Franji, ki so nam to omogočili. Tako da ja, tako da če ne prej, bo naš velo vzpon na Pance jeseni ob zaključku, tako da takrat bomo spet lahko dirkali, glede na to, koliko vam je pa všeč, so take stvari, bomo pa sigurno še kakšen vzponček vmes naredili, še na kakšnem velo izletu, tudi kakšno nagrado bomo še dobro najdeli do takrat, tako da mislim, da bomo se imeli prav fajn. Ja. Super je bilo video, sem dal glih zdajle gor, se pravi ta podcast vi gledate v torek ali pa kasneje, v ponedeljek je šel video gor vzpona, pa upam, da mi rata še spust danes zmontirati, tako da boste videli, koliko se debeli ljudje matramo, pa koliko vatov moramo obračati, da smo še zmeraj 5 minut počasnejši od najboljših. No, se ne vem, če bi bil to kot zadnji, moram pohvaliti Anžeta, da se je zelo lepo pelil.
Bil je zelo hiter, pred njemu so bili res, mislim, da so bili samo 3 pred tabo. Ne, jih je bilo. Meni je bilo veliko, no. Tisti, ki so pa bili, so bili to grintasti, da je bil Anže Krsenca, ratala, ki se je pripeljal na klanc, ampak se je vrhunsko odpeljal, res tako, da vsa čast ti bajsi. Tole je bilo super. Ne, mislim, 2 sta bila res spredi, ne? Simon pa Habič sta... Dobro, Habič je imel pol neke svoje, Habič se okej. malo šel po svoje, no, ampak ona 2 sta bila res spredi, mislim, da ostalih 4-5, ki nas je bilo pa zadnji, smo bili pa tako v roku, ne vem, 30 sekund. Ja, kar se pravi, Tako da ni kar bilo pol dobro, neke no, s takimi, bistvene ki si se pripeljal gor vsa časti, no, tako da nimam kaj reči. Bil ga je kar v redu. Ja. Ampak do Franje bo šlo še boljš, tako da do Franje bom zihar, jaz računam, da 1-2 minute za cel klanc bom To boljši. mogoče, da Franji snima, da bi videli tiste vate pol tam. Jaz se mogoče pa bom dal kamero gor. Ne vem, bom Se videl. boš imel težko kolo. Mah, v njih 100 gramov, koliko pa je kamera? Ja, toliko 100 zihar. No, sej. A tebi vsak gram šteje. Je nič, ko greva na tele novosti. Ne vem, se vas je najbrž kaj, ki gledate tudi Gravel, ki vas zanima. Zdaj se je odvijala ena izmed največjih derk v Gravelu, se pravi Unbound. Tam je bilo polno novosti, jaz si bom sam nekaj naštel, pa si greste lahko pogledati, v YouTube pišite, pa boste videli, ne vem, od koles, od Specialized, Pinarello, Factor, nova kampa je bila že gor. Kaj, to so bile vse nova kolesa, Pinarello, prav novi, se pravi novi Graveli. Okay. Nov model, ja. Kampa je predstavila wireless grupo, ki ima clutch, se pravi, da ne trese menjalnik. Tega ekarja. Ne vemo, kako se imenuje, ker je čist še prototip. Okay. Vse so tudi Pinarello je imel bajk, je imel kamuflažno barvo. Se pravi, še čist frišne zadeve. Ja, se je videl, kakšen bo vse pač te novosti, do koliko gume ne bi šle, do 45C. Storage unit je imel, se pravi, za shraniti neki, več teh šraufov je bilo za razne dodatke, ne gor par šraufat, tako da pol je DT Swiss je dal sprednjo vilco, full suspension za gravel ven. Pač tako, polha nekih novosti, unika vas zanima, poglejte si, imate na YouTubeu polhan telih youtuberjev je bilo, ki so predstavili, tako da mogoče jaz ne bom kaj preveč glasen. Pol pa nekaj, ki bo večino zanimal, zdajle 5. junija najprej pride ven nov XTR, ne vem, če še kaj drugega, ampak nov XTR je potrjen, zato ker ga že montirajo na ena kolesa za predstavitev 5. junija. To sem dobil zdajle info od ene naše zelo dobre stranke iz tujine, da bojo na njegov kolo zmontirali gor. Pol pa so potrjeni novi obroči, to lahko tudi že kar rečem, pa nov Dura Ace, vse se pa to pričakuje v času Tour de France. Ja, takrat bomo videli. Ne me zdaj za besedo vzeti, ampak iz istega vira sem slišal, pa tudi bom rekel, da iz drugih verov sem že slišal, da so že testirali nov Dura Ace in nove obroče, tako da pričakujemo, se pravi, če jih bojo na Touru vozili. Julija, ja, da bojo na Touru vsaj določene ekipe, da naj bi to imele gor, ampak bomo pa videli. Je pa zelo zanimiv trenuten, vam pa nič ne vem povedati, a bo 13-reden, a bo 12-reden, a bo kompleten wireless. Vem sam, da se testira in da naj bi bil launch za Tour. Tako da to je, kar se tiče tiste rumor so že bili za Shimano, da bo kompleten wireless. Ja, pa da je 13-reden, da je... To pa še ne vem, to pa tudi jaz nisem zasledila. Ja, patent so dal ven. Ok, ja, no, mislim, ti zdaj pa čist wireless, ti pa mislim, da se že kar nekaj časa ve, da... No, lej, zaenkrat saj jaz tako potrjeno še nisem videl, kolesa. ampak ja, tako da vsi zdaj veste, kaj se pričakuje, tako da to je po moje ta največji release letošnjega leta, ne vem, če bo še kaj toliko zanimivega letos vam prišlo v kolesarskem svetu, da bi bilo toliko pač zanimivo. Ja, jaz bom hranilno knjižco zdaj odprla, da se šparati čim hitrejš, ker to je zdaj pa res toliko novosti, da bom že kar imela zastarele stvari, tako da to mi pa meni ni všeč. Ja, jaz sem pa vesel, da nisem govoril nove grupe. Dobro, ti tako imaš sama jajca gor, tako da... Kva? Kaj tam v Tegro gor tračaš? Okay. Grejo se še nekaj pogovoriti, ker to vem, da ful ljudi mogoče tudi zanima.
Ampak Ba jaz govorim zate, ti bi mogel imeti tako top. Jaz nisem rekel, da so to to je super, vrhunska oprema, ampak ti. Overall, tako, nobene razlike, tisti, ki čute razliko med 105 D2, Poltegro D2, pa da greste pol, Dura Ace, jaz moram reči, da mogoče se čuti, da res hitrejš dela od 105, med Ultegro pa med Dura Aceom je pa toliko majhna razlika, da tisti, ki čutite, ste res picaj zlasti, ampak overall zaradi tega note nič hitrejši, a počasnejši. Kaj se pri kolesu, kjer se največ pozna, so obroči, gume, pa pol, kad daš res povsod noter oren kvalitetne keramične ležaje, ker niso vsi keramični ležaji isti in to, kar je keramike, pa da je res kvalitetna, so sam ležaji zelo, zelo dragi in tisti, ki prijete, pa jaz sem dal pa 60 € za set keramičnih ležajev, to je grade, ne vem, 5, Ceramic Speed ima grade 2, grade 1 se pa prodaja samo za določene institucije, ki jih mi navadni smrtniki sploh dobiti ne moremo. Samo so 300 € naprej, ti so pa cene. Ampak hočem povedati, da ko se zamenjajo res ležaji, tam se še čuti, samo to so razlike res mejhne. Če se posoda keramične ležaje noter, se pršpara, mislim, da sem na zadnje gledal lahko okrog 6 vatov. Zdaj, to so stvari bolj, ki so samo fine, pa sploh v rekreaciji in tudi, jaz se tudi tukaj strinjam, jaz vedno pravim, jaz sem pač itak pristaš Shimana, ti si pač Kampe, dobro, da se pač tukaj ne strinjava, čisto vsem, kaj če ne bi samo Shimano prodajali. Evo, že ta zihar kakšnega kliče, zdaj te tvoja kliče, kje si, kosil ti uprinesla najbrž. V glavnem, jaz se tudi strinjam s tem in tudi mislim, da danes je 105 že večkrat dovolj lahko čisto dobra oprema na kolesu. Je pa res, da bi enemu, ki veliko voz, pa ki je veliko na kolesu, pa ki ima izkušnje na kolesu, pa ki ima že leta za sabo, veliko kilometrov naredi, bi definitivno bilo bolj potem svetovala neko Ultegro. Dura Ace je pa, to je pa bolj za fine, ki se ti mogoče bolj v rekreaciji sam zaradi samega izgleda, ker meni vse en Dura Ace velik, sam izgled je zelo velika razlika pa izgledu med Dura Ace in Ultegro in ni kle nobenih drugih vlog. Jaz tudi sem se pelala iz 105, pa vozim Dura Ace. Se čuta, ta hitrost prešaltanja, tukaj jaz jo čutim, sicer to niso, zdaj to niti sekunda ni verjetno, ampak zaradi tega nisi hitrejša, na to hočem povedati. Hitrejša definitivno nisem. Čutiš pa razliko v tem, ampak je pa to toliko velika razlika od narju, da definitivno ne igra nobene vloge. Mislim, vse tako, kot sem rekel, načeloma je, če se lovi te marginal gains, pol pač si kupiš najboljš, kar je. Jaz lahko pač iz izkušenj rečem, če se gre, ko se vse zamenja, potem se opasa, ker ti lahko pol profitiraš tudi, ne vem, 15-20 vatov, ko pa ti enkrat 15-20 vatov profitiraš, je pa to 5% FTP, ali pa še več. No, ampak se tako kaliva, veliko stvari je, ki se na to vplivajo, vse živo. Na konc dneva, če se voste, kada ste na trekking kolesu, ste dosti več vatov stran vrgel, kukor takrat, ko greste lahko v aeropoložaj, pa ste v aeropoložaju dolg časa. Tako da je polhanje stvari... Tako, pozicija in vse ostalo. Je pa pozicija definitivno ta največji faktor. Sigurno. Če loviš v sveter, ne boš nikoli to hiter. Tako da, evo, to je, kar se tiče novic, tako da tisti, ki naj spremljate, da ste dubali zdaj neki tazga že vnaprej podano, da ni vse pač takrat, ko že zveste iz drugih verov. Tako da, nič, kva greva. Jaz sem si Dauphiné pogledal malo, ti nisi še nič pogledal. Se pravi, 8 etap. Nisem gledala pa dirke, gledala sem startno listo, ampak je še zelo okrnjena. Mislim, Remko, Vingegaard, pa Pogačar, Gegenhardt, Mas, te sem si jaz zapisal, da so rečemo med temi glavnimi favoriti, čeprav mislim, da vsi računamo, da bo ta Vingegaard pa Pogačar se udarila. Jaz sem si malo pogledal tele trase, četrta je 18 km kronometer, pol so pa naslednje 4 take
5. je še tako mogoče za kakšen breakaway, ampak pol 6., 7., 8. bo pa kar tak, ja, kar orang pestro. Dauphiné zna biti včasih lahko kar zelo težek. Ja, sej zadnje 3 etape so kar zanimive, tako da je že komi čakam, spet bom prlima na ekran, zdaj bo en teden do srede malo pauze, pa bomo itak dirko po Sloveniji tudi gledali, tako da v Dauphinéju jaz kaj preveč zdaj še ne bi govoril, so pa doskrat bili predstavljeni kakšni novi produkti glih na Dauphinéju, tako da vsi, ki vas zanima pač kaj novega, si spremljajte Dauphiné, bo zihar kaj tazga predstavljenega, ali pa bova midva že naslednji teden lahko kaj komentirala, če bo kaj zasledila. Pol je zdaj dirka po Sloveniji, tudi tale My Tour, ne, je v soboto. Se pravi, tisti, ki boste šli, je to v soboto štart in štartate po zaprti, v bistvu se v ta vozilka profi, tako da vem, da Lovše gre, tako da bo za zih. Jaz sem imela nekako mogoče v planu, pa imam eno drugo zadevo. Tako da. Je pa še ena stvar, da gre v sredo, ta dirka praktično mimo lokala ob 3, tako da če bo kdo kle, bomo tamle skočili do ceste, to je tamle po ta glavni cesti se pelajo, tako da jih bomo sigurno šli pogledati pa pozdraviti. Tako da to je tudi ena od zanimivosti, ki grejo praktično čišče z Ljubljano, če kdo hoče, grejo po Tržaški, prihajajo v križišču Aškrčeve, zavijajo, se pravi klele na Barjansko, se pravi Aškrčeva, Slovenska, ta križišče zavijajo, desno se pravi kle na naš konc in potem grejo en del po naši četrtkovi velorundi, v bistvu grejo praktično do Iga, po naši, mečkan drugačno, ampak kar en del. Tako da pa potem do Škofljice, tako kot se mi pelamo, potem je pa v Škofljici imajo nek še krog in še enkrat na Ig in potem je cilj v Škofljici pri MAP-ju, tako da ta je spirala. A ja, ni v Ljubljani cilj? Ne, cilj je na Škofljici. Okay. Grejo pa čez Ljubljano. K meni je glih ta iz Kanade rekel, da je v Ljubljani. Ja, mogoče. Ja. Ok. No. Piše, mislim, da je zelo res napisan Piran Ljubljana etapa. Ne, Piran Škofljica je. Piše Škofljica. Ok. Pa ne vem, zakaj mi je rekel. Ja, verjetno, mogoče sam bi Ljubljano videl. Tako da Eržen je iz Pro Tour ekipe, se pravi pri Bahrajnu, pol imamo pa Adrio, Gusto pa Faktor, so pa te slovenske 3 ekipe, ki bojo vse nastopale, ki imajo vse kar dost slovenskih tekmovalcev, tako da bo zihar za domačine fajn za spremljati. Zdaj Mezgec, tudi kakor sem nazadnje slišal, naj bi šel sam na start listi, ga še ni. Tako da ja, upam, da tudi Mezgec. Ja, je kar bolj taka malo krnena. Tudi Vizma je bila predvidena, pa so odpovedali pred 2-3 dnevi. Tako da neki bo zagledati. Mogoče bo še bolj zanimiv, ker ne bo nekih full favoritov, pa bo mogoče malo bolj izenačen vse skup. Je pa sigurno lepo pol gledati na Eurošportu, ko gledamo Slovenijo, pa poznaš te konce, pa ti je še drugega, ne, zato malo lepo pogledati. Ja, nič, tole so hitro vse preletela, zdaj so pa že na Džiru, ne? A so že kar na Džiru. Če imaš še ti kaj za dodati? Čakaj, sem da idem neki kamer. Poveš, drugač gre pa na Džiru. Ja, drugač, eno stvar sem te hotela sam tebe enkrat tako malo vprašati, ne, pa te bom kar da se nova tam za šankom pogovarjala. A si ti videl ta... To zdaj zgleda, kada jaz ne vem, koliko pijem. Jaz sem že skozi za šankom visi. Ja, itak, ja. Tam dobivava ideje, ne. Ko spijava 2-3 kave. Ne, ta me zanima, kaj ti misliš pa o tej zadnji etapi na Touru letošnji? A si to sploh pogledal že? Na Tour de France letos bo zadnja etapa, ne bo, ne veš tega, zadnja etapa ne bo ta iz šampančkom varianta, ampak bo s tem klancom, ki je bil na olimpijskih igrah in kjer se že pritožuje ta Van Aert, Vingegaard in pa Remko, že pritožbe pišejo veselo. Kaj pa ti misliš? Mislim, ne vem, zakaj se imajo za pritoževati. Trasa je taka in pač, če si tekmovalci, pritožujejo se, ker trasa je klasična, narejena za tiste, ki klasike vozijo dobro, ne? Ja. In verjetno se teži bojijo, ker pač Vingegaard definitivno za tako traso ni. Pa trasa bo lahko delala še vedno neko razliko, spremembo bo lahko naredila v celotnem... Ja, edino pravilno, kaj? To sem hotela slišati od tebe, kaj ti misliš? Tekmovalce za to, da derka in je to. Če je kaj navarenga, to pač
je v redu, da se pritožujejo, samo to se morajo kot skupno pritožiti. Zdaj, da se en posameznik pritoži, ker mu nekaj ni všeč, je pač bullshit. Ja, bilo je tudi nekaj omenjen, da je kukarčeš problem, ker bo neka skupina večja verjetno preletela nekje v ta ozko grlo in da lahko pride do ne vem kakšnih problemov, ampak to zdaj to je bolj... Mislim, ja, če bi bilo tako pol, ne vem, mogoče tudi noben pol ne bi štartal Franjem ben let, ko vsi vemo, da je kilometer od štarta se zoža, ko gre čez most. Vse to se strinjam s tabo, jaz sem vem, tudi absolutno za, da so, tudi ne razumem v bistvu, zakaj če ima dirka 21 etap, zakaj bi se že z 20 zaključilo vse, ampak mislim, ja. Po eni strani je ta pravalca je zelo fajn, zato da ti zadnjo etapo greš, pač da imaš slavnosten krog, kar če gledamo, da 3 tedne traja, pa če v 3 tednih nismo mogli narediti razlike, po eni strani mi je všeč, da je za šprinterje, tako kot smo zdaj v nedeljo gledali v Rimu, ne? Pač ful lep krog zadan, se mi zdi, da so ga, saj jaz tam, ko sem gledal komentatorji, tudi pohvalili ne vem kolikrat. Ja, sedaj je bil turistično spektakularen tudi. Ja, in je pač iz tega vidika, a bi rajš videl, da je to ali ne, iz stališča gledalca, valjda bomo vsi še zadnja etapa je pač neki, ampak po drugi strani mi je pač čisto všeč to, da je zadnja etapa umerjena, da je šprint, tako kot je vedno, neki, da hoče narediti še zadnji dan, itak vsi, ki smo gledali, bomo itak tako gledali. Tako da ne rabaš ti gledalca še bolj pač engageati, se pravi, da bo jih še več kao gledali zadnji dan. Ker jaz mislim, da Ja, se ne vem, zakaj so čisto pač naredili, ampak ja, mislim, kaj je tukaj za... Vse se naredi iz vidika denarja, se pravi, iz vidika denarja je pa bolj večja kaj gledanost, več je denarja in oni že vejo, koliko je ogledal zadnje etape in pač najbrž so se vsi priključili za zadnjih 10 kilometrov, zdaj bojo pa pač prej gledali TV. Čeprav so reči, da jaz sem tudi doskrat tako, pač kaj še me vprašal, ja, bosta šla v Pariz gledati zadnjo etapo, ne, pa so vedno tako, pa kvač tam gledati, če v njim preletijo, vidiš itak ne nič, pa tako, ne, tako da mogoče, da s tem res, da je bilo upad tega ogleda, ne. Po moje vse iz vidika denarja, tako da, ampak, ja, to je spet neka debata še za No, se to bova še o tem govorila, pa tako me zanimalo, čist kaj ti misliš. Ne, mislim, meni bi bilo najbolj, da bi jaz dal pravice TV-ja še ekipam in bi ekipe, kolesarji dosti več denarja zaslužili, ker zdaj dobijo samo od sponzorjev in to je bolj tisto, kar upam, da se bo enkrat zgodil, ker NBA in vsi te večji, ne, oni večino denarja dobivajo, pač sej tudi od vstopanc itd., ampak največ denarja je pa iz TV pravica, ne. In zdaj ima pa TV pravice, vse vas denar dobi ASO, ne. Ja. In ko bo to drugač, pol jaz mislim in tukaj, saj za kolesarje, sej pač na srečo noben, saj delujejo mi vsi tako nepohlepni, ampak če pa gledaš kakšne vsote se gibljajo v drugih športih, pa koliko je gledanost kolesarstva, so pa zelo malo plačani. Tudi če mi mislimo, Pogačar pa toliko zaslužim, pa toliko. Ja, no, so v primerjavi z nami smrtniki, so to denarji, ampak v primerjavi z marsikjerim športom je pa to nič. Tako da, jaz upam, da bodo tudi kolesarji s časoma več plačani. Tako da nič, Giro, zdaj bom jaz sam na hiter napisal, kar smo vsi na začetku se pogovarjali. Ayuso pa Roglič sta veljala za top 2 favorita, noben na prvi dan niti ni pripisoval kaj preveč možnosti komorkoli drugmu. Bilo je še pač Carapaz, Yates itd., smo se pogovarjali, ampak ja, veljala sta pa Roglič pa Ayuso. S tem, da razplet je bil pa pol na koncu zelo pravličen, sploh za Jejca. Če gledamo, da je 2018 na tak klanc, mislim, da skoraj 37 minut kaseru proti Frumu, zdaj je pa v bistvu on postavil... 37 minut? 37 Kaj, minut. se je ustavil še ležati? Ja, gotovo je bil. Ja, no vem. Ja, do takrat je bil roza. In to vem, da je bil, pa se ni to vzgubil. 36 pa neki mislim, da je dobil. Ali 37. No, skratka, ful je kaseru. In da je zdaj on najprej izboljšal ta najboljši cajt, kadarkoli posnet. Mislim, da je prvi, ki je vozil pod 1 uro Col de Finestre. Tako da
Ja, jaz sem na koncu bil tako zelo vesel, da je bila ena etapa, ki je bila res tako, ki se je pričakoval, da bo res pestra in da se je to res zgodilo. Zdaj pa lahko v bistvu pokomentirava praktično čisto vse, kar se je dogajalo. Jaz, ja, najbolj žal itak, da je vsem Slovencem je Rogliča. Polhen stvari je spet, ker praktično ni bil nič on sam kriv, ker so ga drugi pokusili. Tudi ta zadnji padec, saj kukar se je govoril, je Carapaz padel in je še njega pokosil zraven. Za tega niti nismo videli, ja, tega paca. Ta, kva je, ni Aidenc od Red Bulla, je zapisal na Twitterju oziroma komentiral, pa je bil na Twitterju izjava, da je Carapaz padel in da je pokusil Rogliča. Zdaj, to je edino, kar sem jaz zasledil. In da pol je bilo itak too much. Se vsi vemo, ker smo bogi. Dobro, ti izdanje je bil verjetno on že tudi tako slab, da vsaj po pripovedovanju, no, pa po njihovih... Če en dan prej ni mogel na kologo. Ja, tako da to je bilo pač mogoče res, kako je rekel, izpoštovanja da ekipe, da je še pač nadaljeval. Ampak ja, meni je tudi njega žal. Po drugi strani moram pa reči, glede na to, da sem kle v javnosti, kjer ljudje pridejo pri nas gledati tudi dirko, moram reči, da je bilo, da je to nažalost, pač kakorkoli žalostanje v bistvu. No. Zelo hitro je bilo to pozabljeno, da je Roglič odstopil. Tisti prvi dan je bilo kle, ja, Rogliča pa ni, tudi tisti, ki niso kolesari, ki nam pridejo v lokal, ja, Roglič je pa kar odstopil, a ne. Ja, se je itak, ne. In pa je bilo kar pozabljeno v enem dnevu, dveh. Tukaj je bila kar zaključena zgodba in Giro smo gledali, moram reči, da tudi še kar naprej, sicer ja, mogoče z manj obiska, kakor bi še bilo, če bi Roglič, ampak enostavno smo imeli ene druge favorite in smo kar gledali naprej. Tako da pač mogoče smo se že kar sprijaznili s tem, da pač tako pri njemu je in na začetku smo bili še kaj razočarani, pa pa gor, zdaj pa smo razočarani, ni vse en žalosten, kakorkoli, ampak pač gremo naprej. To je že kar ena taka stvar, ki smo se že kar sprijaznili pri Primožu. Zdaj, to jaz se pravim, analizirati je zelo težko take stvari, a je on kriv, ni kriv, kdo je kriv, kdo ni kriv. Dejstvo je, da se znajde med paci in tudi, ko pade, se kar poškoduje, a ne, se marsikdo tudi pade, pa nima potem takih poškodb. Zdaj on ima verjetno že zelo načet, že od prejšnjih poškodb, pa ne, zdaj tudi ne vem, kakšne so bile recimo pri njemu posledice paca od skoka takrat kot skakavzbijo, so bile kakšne že posledice takrat, kakšnih sklepov in vsega, verjetno ni glih lahko, če padeš z kakšne višine, pa potem se ti te paci ponavljajo. Najbrž so določeni predeli telesa, kjer če ti padeš 5-krat na eno ramo, najbrž je težko, kaj šele, če padeš 10-krat. Tako da se pa meni parkrat zdel, ne vem, lahko se pravim spet motam, ampak da je bilo tu dostkrat napaka same ekipe, če smo gledali ostale vodilne ekipe, tukaj mogoče Visma, UAE, kjer so bili vedno njihovi favoriti v ospredju, če pa že ne v ospredju, so bili pa nekje skriti z drugimi. Je bil on velikrat sam, že v 4. etapi, mislim, da je bilo, ko je bil tisti klanc, ko se je navijal, se ga je videl samega in to spet na robu ceste, ob robu ceste, kjer je začel hitro zgubljati pozicijo, ker jasno, če bi šel naprej, bi lahko tudi z ceste padel. In mislim, ne vem, tudi ta padec na Makedamu je bil on spet zelo v ozadju, ostali spet od spredi, v končni fazi v Novi Gorici. Ne, tam je bil direkt v sredini, se jih je bilo samo koliko enih 15-20 jih je bilo takrat v skupini. Ja vem, ampak so bili spet ta vodilni, so bili od spredi, a ne, so bili spet Ayuso je bil od spredi, Del Toro je bil od spredi, čeprav za Ayuso sta šla pol skup, ampak... To je imel pač smolo, ker je Pitcock direkt pred njemu brisal, ne moreš nič narediti. Ja, seveda ne moreš nič narediti, ampak hočem povedati, da je bil vedno glih nekako ob enem takem na nepravem mestu, ob nepravem času, ampak v ostalih ekipah je to, da je eden bil, on je bil pa vedno. Ne, to je ta razlika, da je v vseh teh pacih je bil po 1, 2, 3, on je bil pa v vseh teh večjih, ne mislim, dobro, so bili še hujši paci, ampak... Meni je edino tako, da bom rekel, zdaj, koliko se je to poznal, kar sem jaz slišal je, da je ekipa takrat, ko so, ne vem, koliko jih je 5 ali koliko jih je odleteli in takrat so bili pač vsi bogi. Ja, to je bilo na Makedamu, kao na prvem... Ne, že prej. Ne, ni bil prvi sektor Makedama. Ne, na eni etapi, že na začetku, ko so prišli v Italijo, takrat, ko je dežval, jih je enih 5 padal. Odbore. Ja,
In od takrat naprej so bili pač zelo bogi in so se... Takrat, ko je, se ne je sam odstopil, ne bo sam. Tako da, in pač meni edini padec tako, da bi rekel, da pač in razumem, da pol, če so bili vsi poškodovani, noben ni mogel biti pol 10 dni z njemu, takrat, ko je bilo treba, ne, pač nažalost, ampak tako, da pa neki, kjer bi pa imel kritiko, je pa sam na tej etapi v Novi Gorici, pač, da je tam padel, je bila pač čisto od ekipe krivda, tam bi mogli biti oni. No, se to sem dozhodila še Novo Gorico izpostaviti tudi, ne. Poznal, pač tam bi mogli, nažalost bi mogli zbrati nekje toliko moči, pač jaz vem, da so se tam bockali za pozicijo, ni lahko, ampak ja, to je po moje edina, ki mi je tako, ne razumem glih najbolj in tam bi se mogli pač postaviti in bi mogli vedeti, kaj pa kako, tako da ja, pač je bil tak padec, ki ga jaz pač nisem najbolj razumel, ampak ja, spet, pač niso oni padali, je nekdo drug padel, ampak če bi imeli položaj tak, ki je treba, ne bi pač bilo padca in je to. Zdaj, jaz upam, da bo Primož se čim prej po cajtu in da bo za tur vsaj približen pripravljen, tako kot se zagre. Ja, za tur mora biti kar 110% pripravljen in tukaj mislim, da se tudi ekipa ne sme prvošati nobenih napak. No. Moram pa reči, drugače za sam Giro, no, da jaz sem razočarana. V bistvu Jejcu ful prvošam, Jejcu kot Jejcu, ker je res si zaslužil to zmago na koncev. No. Odpeljal vse fenomenalno. Tudi Vizma je pač naredila vse tako, kot je treba. Jaz samo pač nekako mi Vizma nikoli ni bila simpatična. Že Roglič ne je vozil, Roglič vozil, ampak enostavno tukaj zdaj to je stvar debate in pač ti njihovi način, ki ga imajo, odnos z javnostjo, vse to mi pač meni ni všeč, neko prikrivanje, neko zakrivanje, ampak pustimo to je moje mnenje. Ampak grozen mi je oziroma grdo mi je, razočarana sem, kako so pač res prišli do te zmage, kako je UAE v bistvu dejansko izpustil zmago iz rok na najbolj butast način. Danes se bere, lahko že povsod, že včeraj je bila izjava njihovega direktorja UAE in danes je to povsod v vseh časopisih napisan, kar hvala Bogu, ker sem se bala, da bo vse zvalili na Del Toro ali kakorkoli, ampak dejansko so priznali napako, naredili so napako, rekel je, da bi šli lahko v pobeg z Van Aertom, da bi nekoga lahko poslali naprej, da so pozabili na to gledati. Rekli so, da so Del Toro rekli, da ne pasna kara paza, ne gre za Jejcem, kjer je dejansko potem Del Toro tudi nekako sam nakazal, čeprav Del Toro mu vsa čast ni nikoli nad slabega rekel, čez svoje vodstvo, ampak da je tudi dal izjavo, tudi njihov direktor je rekel, da je Del Toro sam rekel, da se je počutil močnega, da bi lahko šel za Jejcem, ampak so mu oni rekli, da ne gre. Sicer pol je spet direktor rekel, ja, sej veste, kako je po dirki, je lahko komentira, da bi lahko šel, ne. Ampak to ni izgovor, ne. Jaz še vedno pravim, to je bila dirka, zadnja etapa je bila, ne da greš v rdeče številke, v vijolične številke greš, v smrt greš, ne glede na to, kaj lahko zgubiš, kaj lahko ne zgubiš. Zgubili so roza majico za moje pojme po neumnosti in ne vidim kle, da bi bil Jejc toliko boljši, da je njiju dva premagal, ampak je bila cela Vizma in njihova strategija toliko boljša, da so vsi ostali spet podlegali vsemu temu. Ja. Mislim, vse smo skupaj gledali kle, ne? Ja. Se pravi, po izletu smo kle pogledali do konca etapo in mogoče je Del Toro bil toliko močen, ampak takrat, ko je šel naprej, ko je bilo glih, če boste gledali za nazaj, okrog minute 30 je bilo zaostanka že za, minuto 30 je bilo zaostanka, tako da je bil Jejc glih v vodstvu za par sekund v roza, ne? In takrat enkrat je bilo edinkrat, ko je šel Del Toro naprej in je iz minute, 25 je padal na minuto 31 tako v razponu par 100 metrih in po moje, da ni bil toliko močen. Ja, seveda, ker je bila že enkrat razlika narejena, tukaj ne bom rekla nič, ker je enkrat, ko je že Jejc bil praktično kilometer oziroma na koncu je bil že 2 kilometra pred njemu, potem smo videli, ne, lahko, ki je bil Jejc 3 kilometre pred ciljem, oni so bili 5-6. To je bilo že velika razlika in takrat
Če si hočem tako povedati, močen, greš pač lahko nek tempo, ampak verjetno boš imel isti cajt. je bilo že prepozno, tudi potem sam veš, da je bil Jejc že toliko daleč naprej, da Van Aert ga je že čakal že na prvem Makedamu je spustil. To je bilo še, kaj je bilo še, ne vem, 7 kilometrov do konc klanca. Se je to dogajalo. Ampak hočem povedati, da ko je prišel Jejc na Makedam, je že začel Van Aert tudi spuščati, tudi že na Makedamu in je že čakal Jejca. Ne, Jejca je počakal šele na spustu. Ne, na Makedamu. Na Makedamu. Pej si pogled posnetke. Ne, sem jih gledala danes. No, in je Van Aert je spustil na Makedamu in tudi takrat sta že govorila. Jejc je prišel solo gor in ga je v dolini ga je počakal. Ja, seveda, ker je šel Van Aert se ni ustavil, ampak je spustil že na klancu iz skupine ven, s katero se je vozil, je že na Makedamu bil sam. Ja, Jejc je že dobil informacijo, to je čista psihologija, čakate Van Aert, on je lahko potegnil, je šel naprej. Medtem ker sta se pa s Carapazom ukvarjala en z drugim, ne? Ja, vem, še vedno je to napaka UAE, ni napaka Del Tora. To tako dirko lahko odpele pa samo Tadej Pogačar, ker je edini, ki bo šel, skočil, on ne bo, njemu se lahko 10-krat v mikrofon derejo, ne jet, pa bo šel, če se bo počutil dober. Del Toro je še vsem mlad fant, upam, da mu bo dal Pogačar kakšen nasvet, pa mu rekel, da je drugič ne posluši, ne vem, karkoli, pejt, če se počutiš dober. Jaz pač ne vem, kaj si mi hotela zdaj kle povedati. Jaz sem ti sam pač hotel povedati, da je šel Del Toro naprej, da je sam še dodatno zgublil in da ni pridobival proti Jejcu. Jaz se meni to zdaj čisto normalno, ker enostavno Jejc je imel zagon, Jejc je šel na adrenalin, Jejc je bil poln. Tukaj je bil Del Toro je zamudil že v bistvu minuto pa pol je že vodil, on je že bil v roza majici. Škaj to bi mu mogel dati? Ja, sem če daš ti pol izjavo, da si dost močen, da bi lahko šel. Pač to ni pokazatelj tega, da si ti dost močen, da bi lahko šel. Ja, se ti pravim, to so stvari, vsi vemo, kako je, ne, ko pridemo na vrh klanca, bo si rečem, vse sem imel še malo rezerve. To je mogoče, da je imel rezervo, se je šparil do 2 kilometra do konca. Se pravim, dejansko je to lahko samo počutje, noben ne ve, še sam ne ve, če je takrat imel to, ampak probu pa ni, ne. Mislim, ja, deloval je tako, vse, jaz sem tudi gledal in je deloval vse zelo bogo. Kukor da so obupali že v uni dolini, še preden se je klanc na Sestriere začel. Ja, seveda, sej so. In je pač meni bilo tako kar malo žalosten mi je bilo gledati. Ja. In iz tega vidika pač ne razumem. Sej pač logično, zdaj boste vsi rekli, ja, če so bili vsi pečeni, ja, sej vem, da so bili pečeni, ampak ti tudi, če si pečen, če si v roza majici, pač jebem ti, da moraš vleči, da moraš probati, da se vsaj vidi, da si se potrudil, ne pa, da je on na koncu dal uno glupo izjavo, ki me kar glava boli, da mu Carapaz ni pomagal in rekel, nič, bom pa vsaj drugi, ne bom tretji. Ja. Pač meni je to najbolj, ne vem, kakšna izjava. No, ampak to je izjava, pač to so njemu povedala, ne. To ni bila njegova izjava, to je izjava njegove ekipe. To ni izjava Del Tora. Del Toro so rekli, reč mu naj vleče s tabo, on mu je rekel vleči z mano. On jim je rekel je, da ne bo vlekel, oni so mi rekli, pa ne vleč naprej. Niso to Del Torove izjave. Ne? On je še vedno, po eni strani je prav, da se je držal nekako navodil, tako kot so mu jih dali, ker koncev nima kaj obžalovati in ekipa nima nekoga kakor na same nase, ampak definitivno, če bi verjetno mogoče, če bi šel na lastno pest, pa da bi na koncu se tudi verjetno bal iti na lastno pest, pa da bi na koncu zgubil še drugo mesto, bi ne vem, se bal, kaj se jim, se ni bal, ne vem. Ne, mislim, se tukaj, če poslušajo ekipo, pač načeloma je naredil pol on vse prav, ne? Sam, če pa gledamo mi, ki vsi gledamo kot spektakel, je pa pač bilo malo tako zagledati. Grozen. Je pa klej, jaz mislim, da je bil da je Carapaz najbolj jezen, zato ker po moje, vsaj tako, kaj je izgledal, je bil toliko močen, vsaj če ne še celo močnejši, kot Jejc včeraj. Zdaj za Del Toro, jaz ne bom rekel, ker slediti je načeloma doskrat tudi lažji, kot pa napadati, ker si cel cajt spredi, ne. V bistvu zadnji v zavetarju, tako da, ampak je toliko strm klanc, da mislim, ja, če je imel dosti moči, pol pač jaz vsega se imaš, rečeš, jaz sem dosti močen, da grem lahko naprej, da lahko skočim. A skočim. Če so mu rekli ne,
čaki, pol, ja, pač ne razumem ekipe od UAE, ampak overall... Nekako je bila tako izjava tega njihovega direktorja. Ja. No, tako. No, Tudi mislim- danes je to kar podost napisan. Tudi, jaz Mislim, mislim, saj- da so to kar sami. Bi pa lahko pričakovali od Vizme, ker v končni fazi je to, sicer to ni samo taktika Vizme, to je čist klasična taktika enega poslati naprej, favorita počaka točno seveda, da Van Aert ni šel naprej zato, da bo zmagal, a ne? Ja. In bi lahko predvidevali, kaj se bo zgodil, kaj je njihov plan in očitno so bili toliko zaverovani sami vase, da je Yates toliko slab, da itak mu bo Del Toro lahko sledil. a ne. Mislim, sej, glede na to, kar je Yates pokazal, že en dan prej je odpadel Unti Strait. Noben ni pričakoval, da bo pač Yates tako močen. In tudi se že na ta klanc, ne, odpadel je koliko? Skočil, pa sta ga ujela, pa je odpadel. Ja. Pa je skočil, pa Tle sta so ga se kar ujela, pa je dobro spet malo napadali en odpadel. drugega. Ne, in Tako da, ja, dobro, Del Toro je bolj sledil enemu in drugemu, kot napadal, se tudi ni rabo, a ne glede na to, da je imel roza majico. Ampak škoda, mislim, škoda. Tle je res mogoče treba Tukaj je še... dejansko, tako kot je rekel Carapaz, edina dobra izjava njegova je bila, da je rekel, zmaguje pametnejši, ne najmočnejši. Ja. Ja, sej iz tega vidika jaz mislim, da je Carapaz mogoče najbolj jezen šel iz Gira ven, zato ker mislim, da je hotel pokazati več in po moje je tudi njemu malo žal, da ni takoj skočil za jajcem. Ja, verjetno je lahko obema, no, ker mislim, da Yates ti zadnji skok, ki ga je naredil dobro, to spet ne vemo, a ne, ampak prav verjetno veliko metkov pa tudi več ni imel. No. Kle mogoče moramo še izpostaviti Van Aerta, Ja, ker absolutno. tako pa ta bek vosane, to je pa pač noro. On To je, šel pa lepo je v tak rekel ta, filter ja, lepo je rekel ta, je tudi Dua, ja, Van Aert je samo eden, a ne, in, ja, Van Aert je samo eden. in pač, jaz, ko sem gledal Uno, ki je tako se dela te menjave za kapetana, za ta pravega, on, ki je bil od stran, ja, glih Konc. toliko, da se ni prevrnil čez, ja. Šel je res do daske, do konca. Je pa res, da to traja 10 sekund, Ja, pa se pol pa je pripeljal. ja, Ja, ampak to kdaj dubu nazaj. svaka čast, res vreden vsakega denarja, kukar mogoče sem ga že letos kaj skurcu, pa tam, ki je bil vedno drugi, četrti, kukarkoli. Dobro, to so, ja, ampak je pa za tako stvar, je pa ja, in to za definitivno. tur, glede na to, kakšno ima ekipo prvizmi, Ja. vsi vemo, da se pričakuje boj UAE Vizma. Sam bo mogel tudi pa Lua malo začeti bolj z glavo vse skupaj. Ne more vse biti na plečih Pogačarja, ne. Ja, sam je, ne, se on je vodilen, se pri Vizmi isto. Ja, sam Vingegaard je, vsi vemo, robot, ki dela po navodilih, tam je pa malo obratno, a ne, in samo dirko mora nadzorovati tudi iz avta, ne more nadzorovati sam kolesar. Je fajn, da si malo bolj samostojen, mogoče ne toliko robotski, kot je Vingegaard, ampak da moraš pa še potem sam razmišljati, a ušu ali na ušu, ali koliko je sekund, pa koliko ima sekund, mislim, to je stvar vse iz avta. Ja, In- glih zaradi tega je pa zanimiva ta borba, ne, ker sta dva različna Ja, načina, seveda če bi je vsi zanimiva. isto derkali, pa Seveda litak, da ne bi bilo. je zanimiva, ne, seveda je zanimiva. Jaz Je pa res, da na teh daljših etapah, pol mogoče zaradi tega so te robotski playerji oziroma kolesarji in kar daš un dodaten procent več šans, zaradi tega, ker veš, da ne bo naredil napake do takrat, ker je pač treba. In takrat bo pač probo, če ne bo nič naredil, pač ne bo nič naredil in je to bojo pol razmišljali za naprej. Ne. Medtem, ko pri Pogačarju, pa veš, da je instinkten in zaradi tega ga bomo vsi radi gledamo itd., ker pač on, če se bo odločil v določenem momentu, pač bo šel. Na srečo je tako močen, da mu ratuje. Ne? Ja, sej to je to, kar Tle je ta pravim, ne. razlika med Pogačarjem pa med vsemi ostalimi. Pač njemu, ko se odloči, mu rata. Ja, to definitivno, čeprav se tudi ne vemo za druge, ne bi se tudi mogli samo odločiti, ne, se mogoče bi jim pa ratal, ne, ampak rabiš samo še tisto delček. Ampak zato ja, meni je tudi definitivno to mi je meni všeč, da nekdo sam razmišlja, ampak na taki dirki, kakor so pa te 3-tedenske dirke, moraš pa imeti tudi vrhunsko podporo ekipe in kle mislim, da še vedno tako, če gledamo z profesionalnega vidika in z nekih, da se učijo na napakah lastnih drugih in vseh, je Vizma kar močna v tem smislu. Nobena druga ekipa trenutno, ne vem, če imajo toliko močne ljudi v zadnji, ki stojijo za temi kolesarji. No. Ja, jaz
nobenega v ekipah ne poznam, tako da to... Ja, jaz mečkam gledam, pa ne bom mislim, jaz nič- to govorim bolj glitko ne poznam, mislim, osebno jih nekaj poznam, ampak ne veliko, poznamo jih bolj z UAE, kaske drge, ampak pa ni z njimi nič narobe, ampak bolj iz teh z medijev, kar lahko gledaš, vidiš, malo smo gledali Netflixove vdaje lahko, kjer smo spoznali lahko tudi te ljudi, ki so v zakulisju in pa pač ja, tudi na turu, kdaj gremo na kakšen štart cilj, kjer lahko vidiš, kako vse skupaj poteka in prvi izmi moram reči, da je zelo vse vedno dejansko funkcionirajo in že izgled imajo zelo tak vojaški, kakor je recimo pri drugih ekipah, marsikjerih veliko bolj vse sproščeno vzdušje že okoli avtomobilov pa vsega. Ampak sej zato tudi funkcionirajo, pač kako funkcionirajo, a ne, sej to nič ni narobe, tako kot si rekel, dve različne. Ja, nič kva, greva, imaš še kaj o Džiru samo Ne, zapovedati? to je to. A ja, mogoče bi jaz dodal še Astana, svaka čas so dobili spet ful enih točk, zmago. Fortunata, ja. Morva kle omeniti nujno še Trek, pa Pedersena, pač to, kar so oni dosegali na tem Džiru, je bilo isto noro. Vsi, ne vem, ko smo gledali Džiro, kako je Pedersen šprintu, pa je bajk orang tok, ampak pod njemu se zvija k harmonka. Tako da pač vsi, ki mogoče bolj spremljate, kakšne vate sta obračala z Van Artom v Klansgor, ki je bil, pač to so cifre, ki Sploh od še Pedersona oni, so ki smo bile. debeli pa močni, jih ne moramo držati par sekund, kaj šele, da bi minuto, mislim, da ne vem, pač Jurja okrog sta držala. Ja, tako da, ja, res nori vati. Pa si videl Del Toro od zadaj, pa je res tisti, kako že ti praviš moj vato, motroški vati. Ja. Pač to, te žvali začnejo poganjati, je pač res noro. No. Tako da imava še koga pol, Jayko Lula isto. Ja, kar dve z zmagi na ja. etapi, ja, to sem se rekel, ti so pa presenetili, kako so bili včasih bolj šprinterski, so zdaj kar bili na klancih, ne. Ja. Pa Denc je pa rešil Red Bull, ne, z eno zmago, ja. Ja, tako da jim je, tako da ja, mislim, ta Giro men kot Ja, bil je zagledat- zelo gledljiv, zelo spremenljiv, do konca napet in tudi na koncu se je šele odločil. Tako da vse pohvale, kako so organizirali etape, unti stred, pač meni je bil od začetka do konca sem gledal in tudi te šprinterske etape, ki so bile vse take, da je bil nek klanček tam, da so se Ja, le nobena mogli ni bila malo čisto pomatrati, prav, ne. razen včerajšnja, no, ja. Je res vrhunsko in upam, da bo še več takih tritedenskih dirk. Lahko zapišite v komentarje, kaj ste si vi mislili, zato da še to malo preberemo, pa predvsem, kaj ste si mislili o predzadnji etapi, pa taktiki UAE-ja in celotnem razpletu. Tako da, evo, to je to. Nič, kaj greva zdaj ocenjevati, če bajke. No, deva jih pogledati, če tale kolesa. Moram reči, da ta kolesa so vedno lepša. Evo, greva na hiter. Prvi je tale Specialized. Ja, ta je krasen. Jaz sem si jih danes že malo pogledala prej, ko sem jih glih poslal, pa sem imela cajt. In meni je tale ful všeč. Tako, eden redkih koles, da ni pač enobarven. In je ful lepo narejen, zato ker je okvir zelo tak pisan, zelo poseben, potem je pa vse ostalo črn in mislim, da v bistvu ne bi ga mogel boljš narediti, razen pač ja, spet se da, ne, še mogoče kakšna ketna, da malo bolj do izraza pride in ne vem, v bistvu tukaj ne bi jaz imela nobenih komentarjev, ti už verjetno spet s temi podložkami, ampak Mislim, tudi ni toliko velik, da bi zdaj spet grdo ne, zgledal. kle že položaj, kaj sedeš na dost ven, vse v redu zgleda, tako da bi jaz kle isto, da bi imel neke pripombe pri samem kolesu, prav orang jih nimam, so pa logično s temi dodatki se ga definitivno bi dal še mal spimpati, tako kot sem jaz kle bi dal definitivno črno verigo gor, pol bi pa mogoče ja, še s kakšnim drugim dodatkom ga malo spremenil, logično meni ta nosilček za lučko ni najbolj všeč. Overall pa ja, pač meni ful lep bajk, všeč so mi, da je temen napis, ki gre, vse drugo je temno, ni nekih ja, neki, da ful izstopa, tako da pač, ker kle okvir je tist, ki mora izstopati in meni je pač ja, mi ful všeč. Meni tudi. Tako da iz mojega vidika ja, ne vem, 8,5. Jaz sem dala pa 9. Ful mi je všeč. Ja. Res tako mi je prav
takoj, ko sem ga danes videla, sem rekla, wow. Pol imava pa Scotta, to je pa ta nov Scott Edict, pa moja RC. To je pa gospod, ki se piše isto kot ti. Kako se bi še isto kot jaz? Ja, iz Švice je gospod Miha, piše se pa isto Aha, kot ti. no se to je pa žlahta drugače. Aha, ok. To pa vem, kdo je. Ok. Če je Švice, ja. Ja. No, boš ti najprej. Ja, Miha, nič nimaš po bavsih. Sem kolo je že verjeten dober, ampak bi ga se dal kar marsikaj dodelati, sicer meni na tem Scotu ni všeč ta zadeva na sedežni, kaj je to? Pa ne ta lučka, pol. Kaj je to tako narejen? Ja, tu imajo, ne vem, imajo to uno, da se malo, da absorbira vibracije. To Ker mi mislim, ni- da vem, da je možno, da je tudi lučka to. A veš, da si moram pogledati. Mislim, meni pri tem Scotu ni všeč, če gledamo, Zelo pustjeno. pa ajde, jaz bom bolj šel v detajle, balanca z krmilno oporo, tam polhan unih črt, to meni že vizualno mi ni najbolj všeč, drugače kot sam okvir mi je ful všeč. Pol, če gledamo samo sliko, kako ga je postavil, gonilko se da naprej, ne nazaj. Tako da to je to, podložke so spet 4, kar je vsaj 1, če ne 2 preveč, sedež je nazaj, tako da mal čuden položaj glede na današnje standarde. Tako da Zelo ja, raztegnen, ja. pač kolo je lep, da se ga narediti ful hudga. Ja. Tako kot je pa zdaj, pa zame, ne vem, 7. Ja, meni je tudi, se pravim, kolo jaz bi ga dodelala absolutno z ketno, z verigo. Dal bi se ga veliko bolj narediti, živahnega vse skupaj. Jaz bi sicer tako, ko sem takle kolo, ki je tokle puste barve, bi jaz to dodelala s kakšnim trakom, pa z mogoče drugačno barvo sedeža. Jaz sem pač eden tistih, ki to dela, a ne. In glede na to, da so kle rjavi obroči, bi to šlo lahko spet v kakšne rjav trak, rjav sedež, ne bi nič naredili narobe. Zlata ketna tudi svoje potem naredila. To so stvari, ki itak strošek je enak, sam pač drugačen izgled. Tako da ja, 7,5. Okay. Pol naslednje kolo je Pinarello Prince, mislim, da je tole. To je bil slikan še v na bivši lokaciji za gospoda, mislim, da iz Koroške. Zdaj pri tem kolesu, kukar je clean in vse, bike super, spet nekaj, kar so že večkrat komentirala, je tak mal dolgočasen. Zdaj, kako bi ga jaz popestril spet z neko verigo, z nekimi temi detajli, ki so v kakšni drugi barvi, vse bi pustil sicer to, kar ima že zdaj črno, ampak pri verigi bi se lahko malo poigral, kakšen OSPV, pa kle, ki je toliko visok, mislim, ki je toliko velik okvir, bi ful lepo gor zgledali kakšni visoki obroči. Ampak drugače pač lep, sam določeni te detajli, da se ga malo bolj popestrimo, manjkajo, ker mogoče že sam, da bi dal, ja, pač vse to so visoki stroški, ne, kle ni tako, da se da to za 100 evrov, ampak overall osnova top. Ja, lahko bi ga tudi za 100 evrov, glede na to, da je to Bob. Barva kolesa, a ne, je to sicer kolo, jaz bi tazga bi kupila, absolutno visoki obroči, to zlih se to, ker je to velik okvir, pa tudi lepši pač zgleda. Ampak dal bi se ga pa sproti, a ne, da potem, da ti spreminjaš, glede na to, da imaš tako barvo, pa spet ketna, trak, sedež, to lahko narediš kolo tak, da je zelo z nizkim stroškom, spremeniš kolo, recimo da rečeš, da ga enkrat na sezono, sedež je Berkov ima sedež, a ne, to se da preobleči, Berk ga preobleče, to so zelo nizki, to ni velik strošek in vam preobleče sedež v katerokoli barvo njihovo hočete, pa še zelo trak imajo v isti barvi, lahko tudi. In potem pride taka barva, ki so to, lahko narediš kolo
za naslednjo sezono čez drug in spet spremeniš. No, jaz upam, da tega ne boste delali, ker to je res ogabno, vsaj meni. Tako da jaz tukaj, če bi dal pač visoke obroče, neko verigo v neki barvi, pole pa OSPV, pa še ali pa neka koleščka, se da tudi za navaden menjalnik dokupati, sam pač druge barve koleščk. Tako da bi to naredil in bi popestril trak krmila, sedež, pa naj bo črn na vseh bajkih in pika. Tako da iz mojega vidika 7. Ne znam dala 8. Meni je pa lep kolo drugače. Se je lep, sam pač mu falijo... Ja, falijo detajli, ampak je pa tudi tak, kot je. Sam malo mogoče, ampak je pa lep. Evo, klemava zdaj spet enega, ki sem mislim, da ga že imela v tej barvi. Tako da BMC Team Machine SLR 01. To je ta barva, ki meni všeč. Meni je sicer full lep bajk, uživo... Ampak ta je zdaj boljši zrihtan, kaj je bil on. Je une Pirelli napise rumene, ki niso šli zraven, pa mislim, da so bile feltne še, ki so imeli, zdaj se pa ne spomnim. Ampak ja, mene kle spet pač malo več je podložk spodi. Všeč mi je, da je nosilček za lučko pod sedežem, tako da to je že plus točka za sam detajl. Obroči so mi tudi všeč, da so pač bolj svetli mislim, da so napisi malo temnejši, no. Še lepš bi bilo, da bi bili direkt isti odtenku, kar je BMC napis, ampak iz mojega vidika pač... Kaj, da bi imel napise zipi pol bele ali kaj? Ne, jaz bi dal, meni bi bilo pri vseh barvastih stvareh, se pravi, tako kot imam jaz ta bajk, so te obroči čist preveč ven sekajo za na ta okvir in ne paše zraven. In pri temu je isto tako, da je okvir toliko seka, da vse, kar me pač tako mene oči pač malo zmedejo, če je še kjerkoli drugje kakršenkoli napis. In jaz bi tukaj probal dati vse zelo plain, v črni barvi, nič nekih stvari in bi pač sej tukaj je, ne, ampak lahko bi bilo pač čist črno. Tako da iz mojega vidika je pač samo to, ampak overall, ne vem, jaz bi dal... Še ketna črna, pa si zmagal. Ja, kle je sram, tako da ne vem, koliko se zasram, da kaj dobiti teh detajlov. Ampak ja, iz mojega vidika, ne vem, 8, 2, 5, kle neki. Jaz sem dala 8. Mi je lepši, kaj je bil zanč, ne vem, bolj. A sem se ga že malo navadila, te barve. Evo, zdaj imamo Luka. Pa zelo poseben kolo. Ja, tega smo tudi podobnega, v bistvu isti model smo imeli zanj za stranko, ko smo ga zapakirali, ko ga je v tujino odpeljal. Tako da, ja, čist isti je. Ta kolo je zelo poseben in zelo v redu, tudi z gospodom sem se pogovarjal, ima še naslednje kolo isto njegov faktor, ki ga bo še ocenila. Kjer ga ti gledaš? Luka. Luka. Ja. In ta kolo je super, še za današnje standarde se zna zgoditi, da je eden izmed boljših koles na trgu. Zdaj, a vam je všeč izgled, ali vam ni, to vsak zase presod. Jaz sem mu že povedal, da vem, da je R&D noter v tem kolesu je nor. Tudi kle je vse skrita, ne, se ne vidi unih zavornih čeljusti in tako naprej. Tako da ja, iz tega vidika je definitivno super. Zdaj, a me prav kaj posebenega zmot na temu kolesu, moram pa že malo odblizu pogledati. Lahko ti najprej pokomentiraš, Petra. Ne vem, toliko mi je hecen kolo, meni recimo te feltne sploh niso všeč. Mislim, te obroči z temi kraki, meni to nasplošno ni všeč. Ne vem, to tudi si ne predstavljam, kako se je voziti s takim obročem. Ja, jaz sem se z gospodom pogovarjal in je obroče ful pohvalil, je rekel, da so zelo dobri. Jaz kle mogoče pri samu kolesu, kar bi imel, da mene zmot je sama oblika okvirja, pač meni ni najlepši. Ja, to itak je čuden. Tako da pač iz tega vidika... Drugač pa vse gre nekako zelo lepo skupaj. Je narejen tako z občutkom in pač kar se mene tiče, mu dam 8,5. Mi je lepo narejen,
vse. Ja, drugače čisto ok, sem pač... Meni to je osebno- starejši okvir, verjetno, ne? Ja, to je že 10 let plus. Aha. Ali pa glih 10 let staro. Kje ima pa to bremze? Noter Noter ima, ja. Aha. Ta je pač tako za cajt, že še za današnji Tako cajt je mogel biti zelo... hud, ja. Ja, tudi drago, kot San Žafran tole. Tako da, Ja. ja. Drugač Zanimiv meni kolo drugače, ful ampak, všeč. ja. Ja, tudi pele se baje noro. Pol imamo pa tega faktorja. Ti faktorji so prav luškani, tako. Lepo narejeni. Ta ga je tudi lepo Jaz sem ga zrihtal, mogel. lepo sliku. Ja. To je spet kolo, ki lahko še ogromen ga v bistvu sam tak, kot je zelo lep. Jaz Ja. v bistvu sploh nimam kaj reči, nimam nobenih pripomb. Ampak da se ga pa ful še vedno popestriti. Še s kakšnimi temi detaljčki, sploh kakšen, klele bi pa pasu, kakšen OSPV od zadaj, no. Kakšen malo večji kolešček, zato ker je kolo tudi meni tako hudo deluje in če bi še imel od zadaj, bi bil sploh lep. Te obroči ga lepo, plašči ga lepo popestrijo. Je spet tak okvir, ki ga lahko popestriš, tako kot jaz pravim, z trakom pa z sedežem enkrat. Če je to nov kolo, ki se ga naveličaš, pa ga lahko. Ampak ja, to je stvar okusa. Meni je pač to všeč, se da, ampak ni pa... In ocena. Jaz sem dala 9. Ja. Jaz tudi dam 9, to mislim, da je zdaj izenačen, da so 3 bajki zdaj dubl do zdaj 9. Kar mu klefali, da bi mu dal boljšo oceno, je, tako ga je že Petra rekla, nekaj mu fali, da bi bil malo bolj živ. Zdaj tak plain, ampak je pa še vedno plain z občutkom, če se to sploh lahko tako naredi. Jaz bi dal spet Klegor, jaz bi dal črno verigo, pa RS OSPV in bi izgledal pač za moje pojme pač čisto hudo. Všeč mi je Berg sedež, se prav vidi ta minimalističen look. Ne vem, jaz sklepar tem kolesu, ja, super. Jaz osebno bi mogoče rajš imel črne plašče še gor, sam zaradi Ja, tega. tudi lahko, ampak to je, s takimi stvarmi lahko poživiš kolo, pa ga narediš malo drugačnega, da ga imaš, da ni skozi isti, a ne. Ker kolo si glih ponovadi, dobro, eni ga kupijo za eno sezono tudi, ampak ponovadi ga ne kupujejo za eno sezono. Plašče je treba itak menjati in jaz pravim, s takimi stvarmi lahko enkrat daš črne, enkrat daš z robom, drugič daš mogoče trak malo drugačen in se so dosti tudi trakovi, lahko meni so všeč ta varianta, ki je črn gor, pa gre potem samo te ročice, so mogoče samo zmečkan spremenjene, malo dodane, malo drugačne. No, jaz tega ne bi dal na men kolo gor, ampak ja. Overall, en izmed najlepših koles, Ja, lep je. kar so jih dubla, pa s temi mehkimi detajli bi se ga dal narediti res, res hudega. Tako da gospod ima zbirko 2 res orang koles. Naslednjega, ko boš kupoval, se lahko glesiš na Bruvdu, pa bo zrihtala. Tako da, ja, 9 tudi z moje strani. Imaš še kaj zadati ta teden? Nič, deva, ki te stranka čaka, da bo en doš prodal kakšen dres. Ajde, pejte na Proof Cycling, pa si kaj lepega kupite, tako podpirate tudi ta kanal, vse novice, ki jih dobivava in bolj, ko boste spremljali, bolj bo tudi midva mogoče lahko prišla do novejših stvari, novejših novic in boste tudi vi dubali pač vse te podatke pol iz prve roke. Tako da do naslednjič, uživite na kolesu, let's ride! Čau, čau. Evo.